Živijo, smo Rok, Nastja in psička Šnovka. Na Facebooku nas poznate pod imenom Potujoči brlog in pred par dnevi smo praznovali 1000. dan na poti. Na objavi oziroma pod objavo se je nabrali kar nekaj vprašanj, tako da bo v tem videu poskusila odgovoriti na nje. Ful so drugače hvaležna za vse lepe komentarje, ki smo jih prejela in čestitke, tako da hvala. Nekaj je bilo tudi takih preveč osebnih za najne pojme, vprašanj in komentarjev, tako da na njih ne misliva odgovarjati. Bova pa na takšne, ki so koristne in bi mogoče tudi vam pomagali, če mislite iti na takšno pot ali pa v tujino ali pa kamorkoli. Tako da, ja, prvo vprašanje je v bistvu tako, da se lahko malo predstavlja v nekaj, naj jo še niste do zdaj poznali oziroma naj jo spremljali. Zakaj ste se odločila za tako pot? Ja, v bistvu midva sva planirala tako pot že kar dolg časa. Planirala sva sicer precej krajše, nisva se odločila za tako. Odločila sva se midva za 1,5 leta do leto potovanja s kemperjem, potem, ko bi končala faks, samo da potem počasi nam je bilo to toliko všeč, da smo se odločili, da bomo malo podaljšali in nekako zdaj ta pot še kar traja. V bistvu je ta kemper, v katerem potujemo družinski, tako da sva že poznala ta način potovanja, sva že prej potovala, jaz sploh prej z družino, tako da ja, v bistvu nisem niti vedela, da ljudje živijo v kemperju. Nama je bilo to pač neko potovanje po faksu. Šla sva, ko je bila korona, kar je bilo kar tako malo, ker sva mislila, da bo vse skupaj v vodo padalo, ker so začeli zapirati meje. Tako da sva v enem dopoldnevu se spakirala in šla. In v 10 dneh sva prišla v Španijo, kjer sva vedela, da pač, ko bova tam, naj jo ne bomo mogli domov poslati. Tako da v bistvu sva šele tam ugotovila, da ljudje dejansko živijo in potujejo v kemperjih in kombijih in vseh možnih vozilih. Midva sploh nisva vedela, da obstaja ta način življenja in van life in gor in dol. Tako da sva bila kar malo presenečena in ja, pa ugotovila, da v bistvu je to tudi nama toliko všeč, da sva še vedno na poti. Drugo vprašanje je, zakaj sva se izognila Portugalski? Ja, nisva se nameravala izogniti Portugalski. Ful sva se veselila drugače. Ful sva jo planirala in se veselila, ko mi čakala. Pa ko smo prišli praktično pred mejo Portugalske, mislim, da smo bili 20 ali 30 km stran, so pa prebrala novico, da je Portugalska zaprla zunanje meje. Itek ima mejo samo Španijo, tako da to niti ni bilo tako zelo težko jim narediti zaradi korone. To je bilo še takrat, ja, ono obdobje. Tako da takrat pol nisem imela druge, kot pač na severno obalo Evrope oziroma severno obalo Španije, iti čez Španijo in ne čez Portugalsko. Zato so se tako res gleda, kot da so se izognila Portugalske, ker je ne marava, ampak res temu ni tako. Upava, da bova še kdaj tja prišla. Zakaj pa nisva šla v Italijo in Veliko Britanijo, je naslednje vprašanje. V Italijo nisva šla zato, ker se nam zdi, da je to blizu Sloveniji, da jo lahko kadarkoli raziščeva, tudi ko bomo se vrnili enkrat, kar se verjetno enkrat bomo. Tudi Balkana recimo nisva raziskovala, sva zdaj šla v bistvu več ali manj sam čez. Ja, Velika Britanija, v bistvu mogoče malo razmišljava o njej. Bila sva na Irskem že en mesec s tem kemperjem isto, preden smo šli na to potovanje, pa jaz sem bila z družino že v Veliki Britaniji. Ampak ja, vseeno pa planirava oziroma malo razmišljava o njej. Zadržek nam je edin ta, da so slišala, da je kar slab signal, midva morava pa delati, tako da, ja, ne vem. Ja, tisto je pol zoprno, da moraš delati, pa če ni signala, pol iskati prostor, ker je signal, pa zmanjkuje časa, pa malo si na uro vezan, tako da to nam je res zaenkrat kar velik zadržek, kar se Velike Britanije tiče. Naslednje vprašanje je, če naj jo zanima Azija. Naj jo zanima. V bistvu, ja, tako kot sem rekla, ta kemper je družinski, mi da ga nisva izbirala, zdaj ga imava zelo rada, ker že en družinski član je ratu. In sva zadovoljna, da je toliko velik, no, da je pač lažje živeti oziroma mogoče živeti v njem toliko časa. Ampak ja, če bi pa sama ga zbirala vozilo, sigurno toliko velikega kemperja za dva ne bi izbrala. Sploh zato, ker pač so najine preference bolj iti nekam srednji česar. S tem kemperjem se sicer več da, kakor zgleda, kar mislim, da sva že dokazala v teh letih.
ker ima zadnji pogon, kar večina kemperjev nima in kombijev, kar sva že ful velikrat videla, da mi dva kdaj, tudi če sva težje od kombijev, prideva z lahkoto iz kakšne plaže ali pa iz kakšnega parkirišča, ki je na klancu. Tisti, ki imajo sprednji pogon, imajo s tem kar težave, če kakšen makadam. Tako da se da več, kakor zgleda, ampak ja, če bi pa mi dva sama kupovala in bila neomejena finančno, bi pa verjetno kakšno Orang 4x4 vozilo, kakšen star Mercedes ali pa ja, še kaj bolj 4x4. Tako da ja, v tem primeru bi šla v Azijo, v vse te stane in tako naprej, kar naj jo definitivno zanima, ampak se nama zdi, da sva pa s tem kemperjem malo omejena. Ja, definitivno so omejitve, ampak ja, so pa omejitve, ki jih vzamemo v zakup, zato da nam sploh omogoča, da lahko toliko časa živimo noter v tem kemperju. Potem je naslednje vprašanje, kje sta bila na višini 3200 metrov in minus 292 metrov. Ja, 3200 je bilo v Armeniji. Ja, v Armeniji, ko smo šli peš na najvišji vrh Armenije, tako da ko smo se prepeljali na izhodišče, smo prišli na 3200, to je v bistvu en vulkan nekoč bil, tako da je bila tudi pokrajina kar zanimiva in ja, najvišja točka, ki smo jo dosegali s kemperjem. Najnižja, ta minus 292, se čuden sliši, ampak v resnici ni tako zanimiv, kot je bila najvišja. Najnižja točka je bila na Norveškem, v podmorskem tunelu, no, ki gre pod fjordom in gre zelo strmo dol in potem se zelo strmo dvigne in na najnižji točki je skoraj 300 metrov pod morje speljan. Je pa teh podvodnih tunelov na Norveškem zelo veliko, da ne vem, ali je bil najglobji. Mislim, najglobje, ne vem pa, če je najglobje na Norveškem. Mislim, da celo je. No, v glavnem, zelo velikih je, tako da če boste šli tja, ja, se boste navozili po tunelih. Kako se odločata, kam iti, je naslednje vprašanje. V bistvu odločava se, kam iti, tako da imava psičko, pa oba tudi mi dva nisva ljubitelja pretirane vročine. Tako da v bistvu je naše vodilo to, da gremo po zimi nekam na jug, kjer je pač vzdržno in toplo. Poleti, ko pa je res preveč vroče, gremo pa na sever ali pa nekam v hribe. Tako smo bili eno zimo v Španiji, 2 zimi v Grčiji, oziroma drugo zimo malo v Grčiji, pa malo v Turčiji. Poleti smo bili pa prvo poletje na Norveškem, drugo v Gruziji, kjer smo bili večino časa v Kavkazu. Letos smo zdaj v Alpah. Ja, naprej mislimo sicer iti v Afriko, ampak mislimo po zimi iti, tako da mislim, da ne bo neke ekstremne vročine, pa tudi verjetno se bomo več ali manj morja držali. Ampak ja, to mislim, da je glavno vodilo. Glavno vodilo je klima, ja. Ja, drugače pa, ja, kjer je lepa narava, predvsem, se mi zdi. Naslednje vprašanje je, kako planira ta pot? V bistvu zelo sproti ponavadi, že ko pridemo na neko destinacijo, šele mi se imava neke okvirne ideje, kaj bi rada, tako kot smo imela zdaj okvirne ideje, da bi rada bila pač čez poletje v Alpah na hladnem. Ampak recimo, ko sva prišla v Francijo, sva šele začela raziskovati, kako se sploh gre tle čez Alpe v Franciji, kje so lepi pohodi, kje so kakšni nacionalni parki. Tako da v bistvu se na osnovi tega bolj planirava, ampak marsikdaj bi lahko bila malo bolj organizirana, kar se tega tiče. Kakšna stvar sva nažalost že tudi spustila, ker smo se že mimo peljali, preden sva mi sploh začela raziskovati, kaj v tisti državi za videti. Ampak tudi, ko raziščeva, ko splanirava, si nikoli ne začrtava neke fiksne poti, ampak si ponavadi sam na Google Mapsih označva lokacije, kjer so pač kakšne zanimive stvari, kar si želiva ogledati, pa sproti malo odvisno tudi od vremena, malo odvisno od poti, od časa, od razpoloženja, pač planiramo pot, tako da kar se da veliko teh točk zajamemo. Sigurno pa kdaj tudi kakšno spustimo, kdaj po nesreč, kdaj pa tudi namenoma. Naslednje vprašanje je, kaj je najljubša destinacija. V bistvu je ful težko, to naj fulkrat vpraša in je ful težko izbrati eno državo oziroma destinacijo,
zato ker so si države ful različne med sabo, pač zelo težko primerjaš zdaj, ne vem, Norveško pa Grčijo, a ne. Vse so lepe, Grčija nam je bila recimo ful všeč zaradi lepih samotnih plaž, kjer so bila v bistvu ves čas sama. Norveška recimo zaradi fjordov, Finska, ker je, kada si prišel na Aljasko, Francija zaradi ful lepih vasic, tako no. Ampak kar nam je pa ves cajt manjkalo, kar sva potovala po Evropi, oziroma manjkalo. Pač vsi smo si nekako podobni, še vseeno je to Evropa, saj se malo razlikujemo, pa v Franciji jemo bagete, pri nas pa kajzerce, a ne, ampak tako, pač zmeraj je to tista domača kultura, zato nam je bilo sploh všeč, ko sva šla v Turčijo, pa potem Gruzijo in Armenijo. V Turčiji recimo je pač čisto drugačna kultura, logično, sicer ni zdaj to spet neka, ne vem, banana republika, ampak je pač toliko drugačno od nas, da je bilo veliko bolj zanimivo, veliko bolj so gostoljubni, veliko bolj prijazni. Tako ker na čaj so naju vabili, recimo ko so prišla v Turčijo, je carinik, ko nam je pregledoval dokumente, nam je prinesel čaj, pol so na eni plaži vabili na čaj, eni so nam v kemper domača jajca prinesli, tako no. Veliko takih lepih izkušenj. Kar se pa narave tiče, nama je bila pa najljubša Gruzija, ker tisti hribi v Kavkazu so res neverjetni. Tako da ja, okay, če povzamem, najbrž najljubša destinacija je Gruzija, čeprav, ja. Ni čist fair do drugih držav tega reči. No? Ja. Res se preveč razlikujejo, da bi lahko eno res izpostavila. Naslednje vprašanje je, če se je avtodom kdaj pokvaril. Ja, enkrat smo imeli okvaro na eni obvoznici v Franciji. V bistvu smo glih iz Pariza šli, zato smo tudi šli na obvoznico, drugače take cesti izogibamo, ampak tam smo šli in sva na koncu obžalovala to odločitev. V bistvu se nama je strgal jermen, tako da ta jermen, ki je za servo volan in za te zadeve, ne on motorni. Ampak vseeno nismo mogli se naprej peljati, tako da smo obstali na tej obvoznici. Potem sva klicala asistenco, asistenca je rekla, da bojo prišli, pa so naju čez 1 uro klicali, da oni v bistvu nimajo pooblastil na obvoznici pobirati, tako da sva mogla kemper sama spraviti dol iz obvoznice in sva se tam parkirala na eno parkirišče, čist direkt ob izvozu. Sva nazaj klicala, so rekli, da bojo prišli, pa so naju bolj čez kakšno uro klicali, če je bila kakšna možnost, da bi šele naslednji dan prišli. Tako da še dobro, da nam je crknil kemper in ne avto, tako da smo lahko prespali in smo bili v bistvu doma. Tako da naslednji dan so naju pa pol potegnili na servis in tam je bilo pol hitro zrihtan, mislim, da 1-2 uri trajalo, da so zamenjali tisti jermen. V bistvu sva vedela že prej, da je bogi, ker je že piskal, ustavila sva se, mislim, da že na 4 servisih, ampak vsi so rekli, da imajo 2-3 tedne čakalno dobo, kar se nam je zdelo takrat občutno preveč in sva mislila, da bo pač malo kasneje zrihtala, ko bo kje druge, na kakšnem drugem delu Francije, mogoče kakšnem manj obljudenem, ampak ja, na koncu se je še dosti dobro končali in tudi na koncu smo kljub okvari hitreje rešili to okvaro, kakor če bi čakali 3 tedne, da bi to redno popravili. Sva pa drugače delala tudi takrat servis, so zamenjali te tekočine, olje, filtre, to je bilo takrat, pa potem sva to še enkrat delala v Turčiji. Pa nekaj sva zdaj še doma v Sloveniji, ko sva imela ta kratek postank, smo zavorne ploščice zamenjali, ampak to so vse take rutinske oziroma taka periodična popravila, no, da bi nas pa kje na cesti pustil, nas pa razen tega dogodka v Franciji na srečo ni, pa upava, da nam to bodoče ne bo. Naslednje vprašanje je, če je imela psička kdaj potrebo po veterinarju. Ja, nažalost je imela. Na srečo samo enkrat, pa res upam, da se več nikoli to ne zgodi. Bili smo v Kapadokiji in bila je spuščena in ne vemo, kaj se je takrat dogajalo. Drugače imava čist vedno na povodcu privezanim na kemper, ampak takrat je nisva imela in je verjetno nekaj požrla.
V glavnem zvečer je začela ful bruhati in driskati kri in ni bilo prijetno in to je celo noč trajalo, oziroma in zjutraj. Tako da so potem nisem imela druge, kot jo peljati tam k veterinarju, ki pa je na koncu se izkazal, da je bil zelo profesionalen in obe sestri tudi. V bistvu sem imela ves čas tak backup enega veterinarja v Sloveniji, ki sem mu povedala vse, kaj se je zgodilo in kaj je veterinar naredil in nam je ves čas pač svetoval, oziroma nam je pisal, da prav delate veterinar, da bi on na njegovem mestu isto. Tudi potem sva mu izvide poslala in je tudi on še preveril, ali je vse ok. In, ja. V glavnem, imela sem na koncu z veterinarjem ful dobro izkušnjo, tudi tako med pregledom, recimo, nama je prinesel kavo, pa recimo mogel je dati nek probiotik v hrano, pa je to iz roke dajal, kar pri nas še nisva doživela, da bi dajal iz roke. Pa tako, no, zelo so bili prijazni, ampak ja, vseeno upava, da ne bo več. Ja. Je bila pa slabost, da niso govorili angleško, tako da smo se sporazumevali prek Google Translate, tako da tudi zato nama je prav prišel ta slovenski veterinar in sem mu res hvaležna, ker nama je tudi malo polon v domačem jeziku razložil, kaj se dogaja na osnovi teh izvidov in na osnovi antibiotikov, koliko časa bo trajalo, da bo boljši in tako naprej, tako da to je bila res dobra podpora. Drugače pa itak šnofko sva tudi enkrat, dvakrat v Grčiji, pa enkrat v Španiji že tudi cepila, samo to so spet take redne zadeve. Se pa treba bilo v Grčiji naročiti, meni se zdi, ja, mislim, da celo 1 ali 2 tedna vnaprej, tako da ni tako, kot pri nas, ki lahko pripeleš pa cepijo še isti dan. Pa v Grčiji sva delala, so ji delali tudi titer za protitelesa za steklino. Zato, ker je ta test potreben, če greš ven ob povratku nazaj v Evropsko unijo, se pravi, ko so šla iz Turčije v Grčijo, bi ga mogli gledati, ga noben nikoli ni pogledal, ampak ja, pač v teoriji in zakonsko je potreben, velja pa celo življenje, dokler je pač v času v roku cepljen pes, tako da ja, to imamo zdaj zrihten. Tako da ni bilo zastonj, ja. A sva midva že kdaj potrebovala zdravnika? Ne, midva nisva rabila zdravnika. Sva sicer v Grčiji, kdaj je bilo to 2021, meni se zdi. Ja, sva oba sicer zbolela za korono, ampak takrat sva se parkirala, šla sva se testirati, zato da sva dobila potrdilo, da sva prebolela. Potem sva se pa zapeljala v eno jezero, kjer sva bila sama in smo tam tiste 3-4 dni bili na mestu in sva počivala, tako da sva se sama lahko pozdravila brez zdravniške pomoči. Naslednje vprašanje je, če je veliko družin, ki živi v avtodomu. Ja, jaz bi rekla, da jih je kar, no. Ja, predvsem v Španiji se jih dosti srečala. Pa v Grčiji, recimo, sva srečala eno družino, ki mislim, da že so takrat rekli, da 4 leta potujejo in živijo v avtodomu, pa imeli so, mislim, da 4 otroke. Ja. Ali 5. V glavnem jih je kar presenetljivo veliko, ful je to takšno, ni tak preplah, kakor pri nas, pač šolajo se nadaljavo, če so že tako stari, da morajo v šolo hoditi, če ne, pač ne hodijo v šolo. In ja, mislim, da jih je kar dosti. Niso glih redkostno družine v kemperju, res ne. Ja. Ja, s tem smo zaključili vprašanja o poti. Potem je bilo pa par takih bolj birokratskih vprašanj, bolj dolgočasnih, ampak verjamem, da komu prav pridejo. Prvo je, kako je s tehničnim pregledom, registracijo in zavarovanjem. Ja, zdaj načeloma tehnični pregled lahko narediš kjerkoli znotraj Evropske unije, ampak to je tako zelo površinsko pravilo. Treba se za posamezno državo tudi pozanimati, če delajo iste meritve in iste teste, kot jih delajo pri nas, ker se, mislim, če jih delajo več, ni problem, ampak morajo pa delati vse te, ki jih delajo pri nas. Zdaj, midva sva delala enkrat v Franciji, pa enkrat v Grčiji, obakrat sva potem papirje poslala domov, domačim, tako da so pol to starši
dal sodno prevesti, to pomeni, da mora biti uradno, se pravi, ne moreš dati kar prevesti enemu, ki slučajno govori grško. Tako da to je sicer nek strošek, ampak pa predvsem traja, no. Če nimaš nobenega znanca, to traja, da se uredi, tako da je fajn začeti ta postopek, takoj prva opcija, ki je, se pravi 1 mesec preden ti zavarovanje in registracija poteče, ta sem in vedno to delala. Potem, ko je pa to enkrat preveden, pa gre samo še nekdo od domačih s pooblastilom na kjerokoli to, Kjer delajo dela tehnični na Prigo, Špan, karkoli, ki je tazga v Ljubljani, AMZS recimo, in tam potem lahko registrira. Pa so nama pa nazaj poslali vedno dokumente in smo lahko naprej potovali. Smo imeli novo leto miru. Je pa to tako bedno pravilo, ki je tako malo strah in trepet. Mislim, strah in trepet pač to, da do tog časa traja, pa da je to treba zrihtati, pa da je to vsako leto, kar pač nikogar na poti v skoraj 3 letih potovanja niso slišala, da ima takšne težave, kot mi v Sloveniji, kar se tega tiče, da bi res mogli to na datum vsako leto narediti. Tako da je to ful zoprno, ker moraš biti pa v Evropski uniji. Tako da, če imaš star kemper, da moraš to delati vsako leto, se za dlje kot 1 leto ne moreš odpeljati nekam v Afriko ali pa v Azijo ali pa v Ameriko šipati kemper, ker pač je treba priti to. Po uradni poti ne gre, tako da poledim, če bi kaj uvažal avto ali pa ga drugi registriral, ampak to so pa spet kar hude birokracije. Lahko pa poveva kot zanimivost, da v Franciji je bil tehnični pregled, ker tak projekt trajal je 1 uro vse skupaj. Tisti tip je res skoraj doktoriral iz našega podvozja in vsako žičko je pogledal, mislim, res v podrobnosti. V Grčiji je pa še hitreje šlo kot pri nas. Ja. V Grčiji je bilo zelo sproščeno, tudi pri nas ponavadi ti zapelješ tam avto in potem ga pustiš, da gre čez linijo in ga na koncu šele prevzameš. Tam v Grčiji se mogoče za volanom pomagati, dajati smernike, prežigati luči, dajati gas, da je zmeraj izpuhe, take stvari, tako prav, res po grško. Naslednje vprašanje je, kako imate urejeno zdravstveno zavarovanje in prispevke. To je kratko in jedrnato, tako da si jih plačujeva enako, kot če bi bila v Sloveniji. In kako dobivava pošto? Ja, v bistvu imava oba stalno prebivališče še doma pri domačih, tako da politek pošta pride na domač naslov in na moj potem. Kako midva dobivava pošto? Verjetno je bilo to vprašanje mišljeno, kot kako jo midva dobivava, ne naši domači. Ja, kar pride na najin naslov domač, tisti nama potem poslikajo in pač pošljajo. V glavnem pošto dobivava tako, da pač po celi Evropi so DHL in DPD in vse te hitre službe pick-up pointi, kamor lahko tja naročiš in potem tam prevzameš v roku 10 dni. Midva sva nekaj naročala prek Amazona, tudi Amazon ima po celi Evropi v bistvu te lokerje, kamor lahko dajo in te tudi počaka. Tako da je precej enostavneje, kakor zgleda. Tako da tudi od doma nama tako pošiljajo, pač poveva, kje sva, najdeva nek pick-up point v bližini in poveva naslov DHL pointa in tam prevzame. Ja. In pač si vedno vzameva, tako da gre paket kakšen teden, preden bomo mi tam gre iz Slovenije, tako da naj pol tam kakšen dan, 2 čaka. Itak lahko čaka 10 dni, tako da ne rabiš glih na dan prevzeti. Drugače pa tudi od šnovke hrane tako naročava preko Zohita, tako da v bistvu skozi isto hrano je že cela 3 leta, smo lahko naročali kamorkoli v Evropi. No, zdaj smo pa pri naslednjem sklopu, o katerem je bilo največ vprašanj in največ nekih trditev in obtoževanj, čeprav so ljudje, mislim, da veliko njih pokazali, da pač svoje neznanje in da o tej temi ne vejo nič. Tako da bova zdaj malo razjasnila, da ne bo nekih sprenevedanj tukaj. O divjem kampiranju je govora, ker sva napisala, da še nikoli nisva plačala za prenočevanje in tudi nimava namena, če ne bo to ekstra potrebno.
V glavnem, da poveva prvo. Kampiranje na črno, besedna zveza ne obstaja, ker to pomeni, da bi bilo to nelegalno, pa ni nelegalno. Obstaja v Sloveniji. Ja, v Sloveniji mogoče obstaja, nikjer v drugih državah ne, no Hrvaški mogoče. V glavnem, po celi Evropi je dovoljeno, da ti parkiraš in prespiš kjerkoli hočeš, seveda ne na nekomu pred hišo, ampak pač na normalnem mestu, če ni za to znaka tam postavljenega. In velika razlika je med parkiranjem in divjim kampiranjem. Divje kampiranje v resnici sploh ne obstaja za kemperje, divje kampiranje je, če si v šotoru in dejansko kampiraš. Ampak ja, uporabljamo to tudi na koncu za avtodome, ker nimamo druge besede. Ampak parkiranje je, da se parkiraš in to je to. Si kot avto in če ti noč spiš, ne delaš čisto nobene škode nikomur, ker noben niti ne ve, da si not. Kar je precej enostavno, če imaš kemper, ki ima svojo kopalnico, WC, kuhno in poslo. Tako da ne rabiš tako, kot če si v avtu, prvo vse pol stvari ven zložiti, da lahko ti sploh nekaj najdeš ali pa ne vem, drihtaš. Tako da to posploševanje, kako zdaj, ker vsi smetijo in ne vem kaj, kakšne so bile to obtožbe, je pač, kot da bi rekel, zdaj pa en najstnik dela štalo, pa zdaj, ker vsi najstniki so grozni, a ne. Ni temu tako. So problematični primeri, ampak niso pa vsi taki. Se pa zavedava, da je to čist problem takih novodobnih vanliferjev, predvsem se mi zdi, in to je tudi najo ful motil, recimo, zato se mi dva na špansko obalo niti nimava namena vrniti, zaradi tega, ker tam na kjerokoli plažo si prišel. Smeti niti ni bilo, no, to se mi ne zdi, da je bil nek zelo hud problem, ampak je pa bil problem, da večina ljudi s temi majhnimi kombi ali pa celo strešnimi šotori nimajo WC-ja in se jim tudi ne da, če že pol opravljajo svoje potrebe v naravi, se jim ne da skopati luknje, da bi to vsaj nekako zakrili. In midva sva imela s tem hude težave, zaradi tega, ker je šnof to čisto vse zvohala in je v Španiji po moje enkrat na teden prišla osrana, ker se je pač povaljala v te pridelke. Tako da ja, midva to zelo sovražva in tega ne delava. In tudi mislim, da večina ljudi, ki ima avtodom in ima WC noter, tega ne rab delati. Tako da niso vsi taki, da bi to počeli. Ja, bilo je tudi govora, kako so ljudje zaradi tega nezadovoljni domačini, s čimer se strinjava, recimo na Portugalskem se je to zgodilo in zato so prepovedali to, ker pač so se lokalci začeli pritoževati, da so prišli na plažo in niso imeli kje parkirati, ker je bilo na eni plaži parkiranih čez 100 kombijev, ki so bili tam čist celo zimo, in tega definitivno ne podpirava. V večini primerov je tudi pač tolerirano, da si tam en dan, dva, ne pa da se tam naseliš praktično. In nama bi se zdelo, kar se tega tiče, najboljša rešitev, kot ima Nova Zelandija, kjer imaš lahko ti, pač lahko si parkiran izven in kampiraš izven kempov, če imaš WC in dovolj vode za 3 dni. Če nisi samozadosten, moraš iti v kemp. Ja, dobiš en certifikat, pripelješ avtodom na eno ustanovo, kjer preverijo, če imaš res vsega dovolj in dobiš certifikat oziroma nalepko. Tako da potem, ko policaji pridejo, točno vidijo, kdo na neki lokaciji bo delal svinjarijo, kdo pa ne, ker pač ima vse sabo in bo tudi vse odpeljal. Tako da to je res dobra pogruntavščina njihova. Se mi pa zdi, da je tudi drugače, oziroma se nama zdi, da je tudi drugače. Predvsem manjka pri tem zdravega razuma. Ne vem, midva vedno, kadar prideva na neko lokacijo, če je že pač nasičena s kemperji, se samo obrneva glih zaradi tega, ker veva, da pač, če je preveč kemperjev, bo to problem počasi domačini in ne bo več všeč. Pa tudi v resnici niti nama ni do takih prostorov, no, tako da recimo kje je bilo to Zvernac, samostan. V Albaniji je tam ena laguna, ki je ene 2-3 km nekega slabega makadama. Do une lagune sva se vozila po moje 20 minut po tistem makadamu in ko sva prišla tja, je bilo na enem travniku še kar velikem, no, ampak mislim, da je bilo 10 ali 15 vozil. Tako da tam sva se, ja,
Tako da tam so se samo obrnila, kljub temu, da so se mogla spet nazaj po tistem makadamu voziti spet 20 minut, malo so bila že utrujena, ampak ja, tako kot sva rekla, niti se nama ne zdi prav, niti nama ni do takih prostorov, tako da pol rajš poiščeva kakšen mogoče malo manj atraktiven prostor, kjer smo vsaj sami in kjer sigurno ne bomo nobenemu v napoto. Ja, in glih zato nama Španija ni bila sploh všeč, čeprav so bila tam med korono in je bilo manj kemperjev, kolikor jih je zdaj, ali pa Norveška, ki zdaj gledava. Nama se že takrat zdel čist zasičen s kemperji, kar je zdaj ne bojo več videli. Ja, no, zato nam je bila Grčija, pa Gruzija, pa Turčija, Armenija toliko všeč, ker tam res tega problema ni. Tudi recimo uporabljava, je bilo tudi med vprašanji, kako, če uporabljava kakšno aplikacijo, uporabljava Park4Night, ki jo uporablja pač cel svet oziroma cela Evropa, tako da izven Evrope pa je v bistvu praktično neuporabna, tako da midva sva tam uporabljala kar satelitsko sliko, pa iskala, ki je kakšen primeren plac in pač s tem tudi seveda ne srečaš kemperjev, nisi na istem mestu parkiran, ker ni pomoči aplikacije. Ja. Tako da ja, mislim, da sem že kar veliko odgovorila. Vprašanje je bilo, kje spiva, če ne hodva v kempe. Pač spiva na prostorih, v naravi, na parkirišču, kjerkoli. Trenutno sva dala ven stole, zato ker sva srednji česar in si lahko privoščiva kampiranje, kar v Franciji je drugače popolnoma sprejemljivo, včasih za najno že malo bolj, ker kakšni se pa res naselijo. Pač, ko pa sva v mestu pa parkirava in ne kampirava, ne dajeva ven čevljev in stopničke in dvigujeva tiste krožnika, ki je eni satelitskega, ga imajo na avtodomu, mi zanimava. Pač obnašava se v okolici primerno. Se trudva, Je nekako. Je pa to kampiranje veliko bolj sprejeto kjerkoli v Evropi. Večinoma v 99%, tudi če se ne boš obnašal primerno za slovenske standarde, ti nikoli nihče ne bo nič rekel. Kje dobita vodo, praznite WC itd. Tudi glede tega je bilo nekaj pregovarjanja. Ja, zdaj to, ko sem midva rekla, da nikoli ne spiva v kempih in pazajih in da še niso plačala. Jaz ne vem, zakaj so to nekateri dojeli, da to pomeni, da midva kar WC povsod zlivava, da odpadno vodo povsod zlivava. Kakava v naravo. Ja, ker temu ni tako. Zdaj, predvsem tle v Evropi, Španija, Francija, ne vem, Nemčija, Avstrija, po moje cela ta zahodna Evropa oziroma razvit del Evrope, res ne manjka zastonj točk, kjer lahko to čisto okolju primerno narediš, kjer imaš in pipo, kjer lahko vodo natočiš in odtok, kamor lahko sprazniš in sivo vodo in svojo kaseto od WC-ja, tako da tukaj res ni problema. Zdaj, mogla sva se malo bolj znajti recimo v Turčiji ali pa v Gruziji, tam sva se posluževala pol kakšnih javnih WC-jev ob cesti, pač kar je bilo na voljo, včasih na kakšni pumpi. Zdaj, če so bila kje res prav zelo v divjini, sva tudi midva že skopala, imava eno lopatko, kjer lahko skoplava luknjo, da potem stresava noter kaseto od WC-ja. Ampak ja, tega se poslužijo res samo v državah, kjer ni infrastrukture za kemperje razvite in tudi na mestih, kjer pač res ni nobene civilizacije, kamor bi lahko to midva odnesla in odlila v kakšen odtok. Tako da ja. Drugače z vodo pa tudi druge, tudi v Turčiji ali pa Gruziji, kjer PZA-jev ni, to lahko kar pozabi kdor tja ima nameniti s kemperjem, da bo imel na vsake 20 km PZA, tako kot v Italiji. Tam ni PZA-jev, tudi kemp ni glih čist na vsakem koraku, pa tudi če je kemp v Gruziji, kemp pomeni, da je nek travnik, kjer pač boš lahko parkiral, koliko bo imel infrastrukture za to razvite, je zelo vprašanje, tako da tudi vprašanje, če bo v kempu lahko nekdo odlil kaseto. Ampak z vodo pa tam v tistih državah niso imela težavno, tam imajo vedno ob cestah so kakšne pipe iz kakšnih gorskih izvirov, tako da so pol tako filala vodo in niso mogla cevi preklopiti, tako da so si mogla s kanistri pomagati. Je malo trajalo, ampak se pa povsod dano, pa ni treba glih
tako kot so se eni razložili, ker povsod vsako grmovje zlit kasete, pa na vsakem parkirišču zliva cive vode. Pa kako sva grozna, ker ne plačujeva za odvoz smeti in vodo in ne vem, pač ne plačujeva, če je za ston parkirišče za avtodome urejena infrastruktura. Ne veva, komu naj dava denar, če je postavljena tam in parkirišče in človeka ni. Ne bova pa puščala kar tako denarja, zraven stebrička za vodo. Ja, tudi tukaj imajo, druge po Evropi imajo čisto drugačno mentaliteto do kemperjev, kakor v Sloveniji. V Sloveniji se res hoče kemperje obrati, kakor se jih da in se računa prenočišča tudi za navadno parkirišče že 20 € plus, kar se nama zdi čisti absurd, da bi za teh 10 kvadratnih metrov, ki jih zasedava, da asfalta ali pa makadama dala nekomu 20 €. Recimo tukaj v Franciji je skoraj pri vsaki vasi, pri vsaki malo bolj turistični atrakciji je urejeno parkirišče za avtodome, če kdo hoče tam parkirati. In oni tudi potem za ston ponavadi ali pa za kakšne zelo malo vsoto, 2-3 €, da vodo nafilaš, ponudijo vso to oskrbo in računajo na to, da boš potem tam ostal ali pa tam obiskal tisto vas, karkoli, šel mogoče na kosilo, kupil kakšen spominki in na ta način potem pridobijo nazaj za to vodo in odpadke, smeti in tako naprej. Tako je, zavedajo se, da avtodomarji vsem pustijo denar, tudi če ne plačajo za prenočišče, vsem morajo natankati kemper, morajo jesti, kakšne spominke kupijo in tako naprej. Tako da ja, nismo samo neka nadloga. Na koncu si glih isto turist, samo da za prenočišče ne plačaš, drugače pa glih isto v državo prinašaš denar. Potem je naslednje vprašanje, če smo imeli pa kdaj težave z divjim kampiranjem. V bistvu ne, nikoli. Niti ene kazni nikoli nismo plačali, ker kot pravova v Evropi to res ni tak bav, kakor je ta slovenska mentaliteta in hrvaška. Tako da ja, ne, nismo imela nobenih slabih izkušenj. Prej sem imela ful dobre izkušnje, zato ker pač so ljudje kar veseli včasih. Turčiji, tako kot sem prej govorila, ali pa ko so bila na Irskem, ali pa še v kakšni drugi državi, ti domačin pomaga pokazati, kje lahko parkiraš. Tako da nisem imela nobenih težav legalnih ali pa kakršnih koli takšnih. Ja, edino v Španiji, ko so bila, so pa enkrat parkirala na nekem manjšem makadamskem parkirišču, na neki razgledni točki, zelo je bilo lepo. In je pozem popoldne se mi pripeljal nek policaj oziroma ranger in nama je čisto ljudno povedal, da so lahko tukaj komod brez problema čez dan, ampak da prespati se ne sme, ker je nacionalni park. Ampak nama je recimo policaj povedal, kam drugam izven nacionalnega parka pa lahko greva prespati. Tako da midva takrat tega nisva vedela, da je to nacionalni park, nisva opazila table, ampak so naj čisto ljudno pač preusmerili na drugo lokacijo, ni bilo nobene kazni, nobene slabe volje, nobenega nadiranja, tako da ja, čisto drugačne izkušnje kot v Sloveniji recimo. Tako da ja, ne se bat, ker divje kampiranje ni nelegalna stvar, kakor hočejo nekateri predstaviti, pa kakšne obtožbe sva zdaj brala, čeprav ne ljudje sploh ne poznajo. Zadnje vprašanje pa je bilo, kako nama uspe biti popolnoma samooskrbna. Ja, a boš ti to povedal? Lahko mi da imava v bistvu skupaj, mi da imava mislim na nekih 170 litrov ali nekaj takega sveže vode. Imava še tudi 2 dodatna kanistra po 30 litrov, tako da če planirava oziroma če pričakujeva, da dlje časa ne bomo mogla napolniti sveže vode ali pa da bomo na nekem prostoru, kjer bomo dlje časa ostali, še tisto napolnava. Tako da kar se vode tiče, nimava problema, imava tudi odpadne tanke 2x po 35 litrov, tako da tudi to je za en teden skoraj recimo dovolj. V bistvu potem imava solar, imava 160 W solar na strehi, po zimi ga lahko tudi nagneva, tako da dobiva še več iz njega, no, tako da smo tudi po zimi, kar se elektrike tiče, samooskrbni. Zdaj sva dobila oziroma sva si zrihtala še en dodaten solar, ta je 140 W. Pa ne, ker nama
bi primanjkovale elektrike, ker smo se že čist navadila živeti s tem, da vse elektrike, kakorkoli imaš ti solarjev, no, če bi imel res ekstremno velikih, verjetno bi lahko, ampak s to, ko imava midva, recimo, pač smo se navadila s tem živeti in recimo večje porabnike polniti takrat, ko je sonce, fena ali pa kakšnih grelnih teles nimava, temu smo se mogla odpovedati, ampak drugače ima pač trenutni setup je čist zadoščeval. Ja. Ta dodaten solar imamo pa zato, da smo zdaj poleti oziroma v Afriki, če bomo imeli težave, da bo prevroče v kemperju, da se lahko parkiramo v kakšno senco pod drevo, in ta dodaten solar je prenosen, tako da ga lahko recimo 10 metrov stran od kemperja postavlja in je solar na soncu, mi pa lepo v senci. Pa tudi imamo filter za vodo, tako da če je zelo kriza, lahko tudi iz kakšne gorske reke ali pa iz kakšnega čistega jezera zajamava vodo in jo prefiltrirava in je potem tudi čist pitna. Se nama pa zdi, da v bistvu ta sama oskrbnost je do določene mere odvisna od vozila, odvisna od tega, kaj imaš v vozilu, koliko imaš vode, koliko imaš akumulatorjev, koliko imaš elektrike, ampak se v zadnjem času sploh s temi litijevimi akumulatorji in z elektrarnami na strehi res pretirava. Jaz mislim, da bolj kakor je odvisno od tega, je odvisno tudi od tega, da se znaš takemu življenju prilagoditi in mogoče malo omejiti svojo porabo, pa niti ne toliko omejiti, kakor sam prilagoditi, tako kot mi dva recimo, da čisto vse stvari polnava po dnevi in po noči akumulator sam še čaka na naslednji dan. Ja, in tudi z vodo pač šparati, s temi 170 litri ali nekaj temu približnega, pač mi dva zdrživa en teden, lahko tudi 10 dni, če veva, da je nek res lep plac, pa ga ne nočeva zapustiti. Ja. Ampak, ja, pač tako da tuširanje ni vsak dan, pač šparanje z vodo na splošno. Sva pa s tem filtrom zdaj kar zadovoljna, da lahko tudi iz kakšne reke natankava. Tako da niso več omejena, da moramo v neko civilizacijo priti za to, da bova natankala vodo. To je bilo tudi eno izmed vprašanj. Ja, tako rešujeva to s filtrom za vodo, da ne rabva priti nazaj v mesto. In takrat, ko tankava za vodo iz reke, to tudi nobenemu ne plačava. Tako da ja, to je to glede divjega kampiranja. Mislim, da sva odgovorila vse. Mogoče še dobra stvar, da si res samooskrben, da ne rabiš v kempe hoditi, je tudi, da imaš dovolj velik avtodom, da imaš lahko noter tuš. Nama se res vedno smešen zdi, ker so kakšni zelo ponosni, da imajo pa oni 5 metrov dolg avtodom, kjer nimajo noter tuša in potem pač morajo zaradi tega hoditi v kemp, da se lahko tam stuširajo, ampak prepričani so pa, da so ful bolj mobilni in da so lahko ful bolj v divjini. Tako da ja, tuš v kemperju je definitivno dober imeti. Poleti za kakšen teden, dva še gre, imaš reke, imaš jezera, lahko se tudi zunaj v končni fazi stuširaš, ampak pa hočeš v avtodomu res živeti in iti čez vse letne čase, iti čez kakšen teden jesenskega dežja, iti čez zimskih 0 stopinj, recimo teden 0 stopinj, takrat se zunaj ne moreš tuširati, tako da takrat pa notranji tuš zelo prav pride in midva ne bi, ja, in WC. Tako da midva teh dveh stvari definitivno ne bi zamenjala zato, da bi imela 1 meter krajše vozilo, s katerim itak na koncu kaj dosti dlje kot s tem ne bi prišla, oziroma sem prepričan, da ne bi nič dlje prišla. Ja, pač življenje v kemperju prav živeti pomeni, ja, 1 leto plus, da greš čez vsa neprijetna obdobja, oziroma manj prijetna, še zmeraj je pač fajn biti v Grčiji, ampak ja, je pa tudi veliko dežja, pa vetra, pa tako naprej. No in še zadnje vprašanje, ki je bilo največkrat postavljeno in je bilo največ komentarjev na to temo, je pa odkje nama denar oziroma kdo nama vse to plačuje. Ja, zdaj takih vprašanj je bilo res veliko, tudi na zasebnih sporočilih in tudi javno sva to že zelo velikokrat povedala, kako si financirava to potovanje. Zdaj prav v detajle ne bova šla, ker ne veva, zakaj bi mogla midva polagati račune ljudem. Načeloma, kdorkoli nama
vljudno napiše, naj vpraša, kako si financirava to, zato ker si tudi sam želi takšnega potovanja, z veseljem mu odgovoriva. Ampak ja, na vprašanja tipa, kdo vam to plačuje, sta pa res rojena pod srečno zvezdo, na take vprašanja pa v bistvu niti nimava namena odgovarjati in zgubljati besed, ker so res čist preveč nesramna in ne vem, zakaj bi nama kdo mogel to plačevati in zakaj ne bi bilo mogoče, da si človek sam plačuje takšno potovanje. Mislim, na koncu konca je to najna stvar, tako da ne glede na to, kakšen je najn vir dohodka, pač ne vem, zakaj je bila to od kogarkoli drugega stvar. Lahko poveva drugače, da delava prek spleta. Na začetku sva potovala s prihranki, zdaj oba dva delava vsako popoldne, tako da bilo je vprašanje tudi, od kje nama toliko dopusta. Midva nimava dopusta, delava vsak dan, ne glede na to, je vikend ali ne, zato ker tako pač potem prišparava čas oziroma izkoristva čas, ki ne delava, da lahko svobodno potujeva in da sva tukaj, kjer sva. Ampak ja, to je v bistvu vse, kar midva zaslužva. Od bloga ne dobiva nič, kar je tudi nekateri imajo občutek, da služba z blogom ne služba. V njega vložen ful veliko časa in truda v čisto vsako objavo in ja, v bistvu sploh ne vem, kaj bi bilo narobe, če bi z njim služila, glede na to, koliko informacij dava ljudi in odgovarjava na vprašanja in koliko je uporabnih informacij na blogu in na vlogih. Ampak ja, lahko poveva, da z blogom nič ne zaslužva oziroma z njim samo strošek in delo. Ja, pa tudi če bi zaslužila, bi bil to čist pošten zaslužek, tako da če bi si lahko s tem financirala pot, ne vem, zakaj bi bila to slaba stvar, da bi si s tem financirala. Bi si, ampak je v Sloveniji to ni tako enostavno. Ja. Zdaj, ja, edino, kar dobiva od sledilcev, je res na Patreonu, sicer tišče zdaleč ni dovolj, da bi lahko od tega živela, ampak vseeno pa hvala vsem, ki naj jo tam podprete in pokažete s tem, da cenite najin trud. Ja, bi pa na tem mestu sam še povedala oziroma objasnila, zakaj na nekatera zasebna sporočila niso odgovorila. Drugače res na čisto vse odgovoriva, ker res se nama zdi, da sva zdaj toliko že izkušenj dobila, da marsikomu lahko pomagava s kakšnim nasvetom ali pa čemarkoli. Ampak na vprašanja, kot so, ki jih dobivava kar veliko, ki pa so, kot recimo je bil nazadnje eden, da so družina, ki grejo v tur v Grčijo, imajo 2 otroka, stara ne vem toliko pa toliko let in kaj naj si ogledajo. In na taka vprašanja pa ne bova več odgovarjala, zato ker nisva midva turistična agencija, od bloga nič ne služba in od sledilcev, tako da mislim pa, da res veliko informacij na blogu se najde, od raznih koordinat do koliko so kakšne vstopnine, koliko je dolg kakšen pohod in kakšna je višinska razlika in pač ja. Ja, zdaj, da ne bo kdo narobe razumel, še vedno z veseljem pomagava in z veseljem odgovoriva na zasebna sporočila, ampak ko je enkrat vprašanje strukturirano, če pač nekoga res nekaj specifičnega zanima, dokler so pa vprašanja taka, da čisto z lahkoto najdete odgovor na blogu, na taka vprašanja pa malo nimava volje odgovarjati, ker se nama potem tudi zdi, da je blog v bistvu čisto zastonj pisan, če mora pol še vsakmu posebej iste stvari še enkrat pisati. Vse koordinate so tudi objavljene na blogu, tiste, ki jih želiva deliti, tiste, ki jih pa ne želiva deliti oziroma hočeva, da ostanejo malo bolj skrite in da se tam ne znajde množica turistov kar naenkrat, so pa objavljene na Patreonu, tako da vabljeni, da naj jo tam podprete, pa boste do vseh skritih kotičkov dobili dostop. Ja. Tako da mislim, da so zdaj na vse odgovore oziroma vse vprašanja odgovorila. Zelo bova tudi vesela, če naj jo podprete ali na Patreonu ali pa vsaj tako, da kliknete subscribe na najin YouTube kanal. To vas nič ne stane, midva bova pa zelo zadovoljna, če se prijavite na najin kanal.
Ja, upava, da sva zadovoljivo odgovorila na ta vprašanja. Če še kakšno na vljuden način napisano, z veseljem odgovoriva. Tako da ja, mislim, da je to. Hvala še enkrat za vso podporo, za vse čestitke ob 1000. obletnici oziroma 1000. obletnica, 1000 dni, ne vem, kako bi se rekel. Tako da tudi hvala za vsa vprašanja. Tako da ja, se vidimo na drugih socialnih omrežjih. Dio.